Lepo vas pozdravljam na drugo velikonočno nedeljo. Prva nedelja po veliki noči je znana kot bela nedelja, ker so po stari cerkveni navadi tisti, ki so bili krščeni na velikonočno vigilijo, na ta dan odložili bela oblačila. Hkrati pa se 8 dni po veliki noči vstali Jezus znova sreča s svojimi učenci in jih pozdravi: mir vam bodi. Med njimi ni bilo Tomaža. Apostoli so mu povedali, da so videli vstalega, a jim ni verjel. Nato je prišel Jezus in mu dejal: položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Sveti papež Janez Pavel II. Je to nedeljo 30. aprila leta 2000 razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. S tem je želel poudariti pomen bele nedelje, kajti bela nedelja izpostavlja konkretnost odrešenja v velikonočni skrivnosti. Danes pri krstu na to spominja belo oblačilo, ki ga novokrščenci prejmejo vsaj v obliki belega blaga. To novo življenje je sad Božjega usmiljenja, zato se bela nedelja in praznik Božjega usmiljenja tako enkratno ujemata in prav nič ne zasenčita drug drugega. Prej se dopolnjujeta in medsebojno razlagata. Papež se je pri razglasitvi nedelje Božjega usmiljenja oprl na Božjo besedo druge velikonočne nedelje, ki zelo nazorno govori o Božjem usmiljenju. Povod za to pa je bilo Jezusovo razodetje poljski redovnici, sestri Faustini Kovalski. Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Na današnji praznik smo se kristjani pripravljali z 9-dnevnico, ki se je začela na veliki petek. V tem razodetju Jezus pravi, da preden pride kot sodnik, pride kot kralj usmiljenja. In kdor zavrne njegovo usmiljenje, se sam obsodi. Lahko bi se vprašali, kako to, da je do uvedbe tega praznika prišlo tako pozno. Cerkev je vendar vedno verovala, da je Bog pravičen, vendar hkrati tudi usmiljen. Jezus svojim razodetjem sestri Faustini ni želel v cerkvi uvesti nekaj novega, ampak obnoviti to, kar je že obstajalo, pa je bilo zanemarjeno. Žal sporočila nedelje Božjega usmiljenja še nismo dovolj ozavestili. Ne razumemo, da pri pobožnosti k Božjemu usmiljenju ne gre zgolj za še eno pobožnost več. V bistvu gre za pobožnost, ki je ne moremo primerjati z nobeno drugo. Odloča namreč o usodi sveta in celega človeštva. Ne moremo se zanašati na nobeno človeško dejavnost, bistroumnost ali katerokoli sposobnost za rešitev tega, kar se zdi, da gre v pogubo, ampak samo na Jezusa, križanega in od mrtvih vstalega. Veselimo se nedelje Božjega usmiljenja. Veselimo se popolnega odpuščanja grehov. Zajemimo zase in za druge iz velje reke Kristusovega odrešenja na dan, ki je še posebej obdarjen s popolnim odpustkom. V duhu svete Faustine in drugih, še posebej papeža Janeza Pavla II., posnemajmo našega Boga, Očeta, ki je bogat v usmiljenju do vsakega človeka.
blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljanje dosegli. Naj Božje usmiljanje postane naše vodilo.